Razgledi in razmisleki. Angola je postala neodvisna šele leta 1975, po dolgotrajnem boju proti portugalski kolonialni oblasti. Glasba je imela v tem procesu posebno vlogo. V vašem filmu pomembno mesto zaseda glasbena zvrst imenovana semba. Kaj je semba in kakšen pomen ima v Angoli danes? Semba, today, yesterday and tomorrow, hopefully, Semba je danes, bila je včeraj in upam, da bo tudi jutri angolski ekvivalent sambe. Je glasbena vibracija, morda celo najbolj univerzalen ritem odpornosti. Med vsemi glasbenimi zvrstmi je prav semba tista, ki najširše povezuje Angolce. V mojem filmu deluje kot metafora. Predstavlja mojo sembo, moj ritem, mojo identiteto. Nekje sem prebrala, da so kolonialne oblasti v Angoli sembo zatirale. Drži? Throughout the liberation movements, when Angola was fighting to become independent. Drži. V času osvobodilnega boja, ko se je Angola borila za neodvisnost, najintenzivnejše obdobje je bilo med letoma 1961 in 1974, neodvisnost pa smo dosegli leta 1975, so Portugalci pogosto prihajali s puško v eni roki in Biblijo v drugi. Da bi lahko vladali, so sistematično brisali lokalno kulturo. Semba je bila prvi popularni glasbeni žanr, ki je nastal v Angoli. Združila je tradicionalne in folklorne glasbene izraze različnih delov države. Bila je nekakšno križišče značilnih angolskih zvokov. Lahko bi rekli, da se je rodila v urbani Luandi, kjer so se srečevali vplivi številnih ljudstev in skupnosti. Prav na koncertih sembe so se začeli širiti prvi revolucionarni letaki. Boj za neodvisnost pa se je pogosto prenašal tudi prek kodiranih sporočil v pesmih in različnih oblik organiziranja. Semba je bila zato eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in posredno pri doseganju neodvisnosti. Med pomembnejšimi imeni tega obdobja lahko omenim skupino Jovens do Prenda in glasbenika Liseua Vierraja Diasa, ki sodita med pionirje angolske popularne glasbe. To zgodovino v filmu uporabljam kot metaforo. Z glasbo, z umetnostjo človek najde občutek identitete, iz njega pa lahko zraste tudi svoboda. Prav to so osrednje teme filma in razvojne poti njegovih likov. Rap in hip-hop sta danes globalna pojava, vendar v različnih kulturnih okoljih nosita različne pomene. V vašem filmu rap ni samo glasbeni žanr, temveč se zdi nadaljevanje starejših tradicij ustnega pesništva in morda tudi oblika kolektivnega spomina. Sure, we can say this. Traditionally, I come from a hip-hop background. Lahko bi rekli tako. Sam prihajam iz hip-hopovskega okolja. Za večino ljudi, rojenih v 80-ih letih in pozneje, sta rap in poezija nekaj povsem naravnega. Tudi naš prvi predsednik, Agostinho Neto, je bil pesnik. Mladi v Angoli danes rimajo ob ritmih kudura, hip-hopa ali afro-hausa. Na neki način smo vsi rimarji. Za Afričane je izražanje v rapu zelo organsko. Ena od tem filma je tudi vprašanje, kako danes živijo mladi Afričani. Zdelo se mi je smiselno izhajati iz lastne izkušnje. Odraščal sem o pisanju in repanju. To je bil moj način razumevanja sveta, neke vrste katarza. Tudi filmski liki počnejo nekaj podobnega, zato film v določenem smislu postane tudi nekakšen muzikal. Luanda, prestolnica Angole, je eno najhitreje rastočih afriških mest, z vsemi protislovji, ki jih to prinaša, od izjemnega bogastva do globoke revščine. Kako ste se lotili snemanja v tem mestu? Ali ste se želeli izogniti zahodnjaškemu pogledu, ki ga pogosto srečamo v filmih o afriških mestih? It's impossible to
have a western gaze or whatever gaze or eastern gaze. Težko govorimo o zahodnjaškem ali kakršnemkoli zunanjem pogledu, saj sem zelo angolski avtor, sem Afričan. Luanda pa je mesto, v katerem sem odraščal, mesto, ki ga ljubim in katerega logiko razumem. Lahko rečem, da skozi leta razvijam svoj lasten filmski jezik, ne maram primerjav, vendar bi ga morda lahko opisali kot obliko magičnega realizma. Moji filmi so zelo duhovni, iščejo možnosti zdravljenja, tako notranjega kot zunanjega. To se odraža v poti likov, pa tudi v tem, da Luanda sama postane nekakšen lik filma. Mesto sem želel prikazati kot nekaj zelo stvarnega, zemeljskega, hkrati pa tudi magičnega. Ta magična razsežnost izhaja iz tem filma. Glavni junak je pesnik z albinizmom, ki prav zaradi svoje drugačnosti in izključenosti v besedah ter umetniškem izrazu išče smisel sveta in samega sebe. Vsakič, ko se izrazi z umetnostjo, sem želel to ujeti na nekoliko magičen način. Film zato uporablja nekakšen hibridni jezik, hkrati pa sem želel ostati zvest Luandi in Angoli. To je zelo živahen, barvit prostor. Naša tradicionalna jed mufete je polna barv, rumene, oranžne, zelene, skoraj kot mavrica. Hotel sem ostati zvest temu, kar smo, in na platno prenesti to živost, različnost in pestrost barv, ne da bi se pri tem odrekel lastnemu filmskemu jeziku. I wanted also to reflect this multicolor type of thing while being true to my language at the same time. Vaš film prepleta dokumentarno in igrano formo. Morda bi ga lahko opisali celo kot politični manifest. Bi rekli, da vas bolj zanima upodabljanje resničnosti ali njeno spreminjanje? I usually say that European art or Western art Pogosto rečem, da si lahko evropska oziroma zahodna umetnost privošči biti dekorativna, če si to želi. V zadnjem času se na filmskih festivalih pogosto zastavlja vprašanje, ali bi morali biti filmi politični ali ne. Zame je to nepomembno vprašanje. Pomembno je, kaj je resnično, glede na boje, ki jih živiš. Spomnim se palestinskega pesnika, ki je nekako dejal: rad bi, da bi si lahko privoščil pisati poezijo, ki ni politična, če bi zunaj namesto bomb poslušal ptičje petje. Mislim, da gre za podobno analogijo. Angola je stara 50 let in tako Afrika kot mi sami se še vedno ukvarjamo z vprašanji, ki lahko odločilno vplivajo na naš obstoj. Pri 50 letih neodvisnosti ostaja veliko izzivov, kako graditi demokracijo, kako zagotoviti dostojanstvo za vse, enakost med spoloma in boljše pogoje vsakdanjega življenja. Voda je v mnogih delih sveta samoumevna človekova pravica, enako velja za elektriko ali možnost, da človek sledi svojim sanjam. Za veliko večino ljudi pri nas to še vedno ni samoumevno, zato si ne morem privoščiti, da o teh stvarih ne bi govoril, ko snemam filme. Sebe vidim kot nekoga, ki dokumentira resničnost in tega lepega boja ne dojemam kot nekaj političnega. Zame je to tako naravno kot dihanje. Najraje imam umetnost, ki nekaj pove, ne v smislu politične stranke, saj smo vendar umetniki. Vprašanje je, kako te misli izraziti, ne da bi z njimi ljudi udaril po glavi kot s kladivom, temveč kako občinstvo povabiti v pripoved in delo narediti čim močnejše. Konec koncev sem najprej pripovedovalec zgodb. Če patos slika postane političen, naj bo tako, vendar namenoma ne ciljam na političnost. To je tudi del dolge tradicije pevcev, pesnikov in umetnikov, ki jih najbolj cenim. Če pomislite na priljubljene temnopolte ameriške umetnike, boste morda najprej pomislili na Michaela Jacksona. Tudi sam ga imam rad, vendar spoštovanja, ki ga gojim do njega, ne bi enačil s spoštovanjem, ki ga gojim do Boba Marleya. Bob Marley je ustvarjal glasbo, ki je navdihovala revolucije. Mene bolj zanima, kako v ljudeh odpreti takšna vprašanja, ne zato, da bi jim vsiljeval svojo vizijo sveta, temveč da bi skupaj ustvarjali svet, v katerem je več svetlobe.
Vaši glavni liki prihajajo iz delavskega razreda. Čeprav predstavljajo večino prebivalstva, ostajajo na nek način družbeno marginalizirani. Eden od njih je tudi že omenjeni pesnik z albinizmom, kar v številnih afriških državah pomeni dvojno marginalizacijo. Ponekod ljudem z albinizmom celo pripisujejo nadnaravne oziroma magične lastnosti, kar ima lahko tudi zelo tragične posledice. The thing about the working class is not that my characters are working class, a little deeper than this, and it's a little difficult for maybe somebody from here to understand. Res je. Kar zadeva delavski razred, ne gre samo za to, da so moji liki delavci. Stvar je nekoliko bolj zapletena in morda jo je od zunaj težko povsem razumeti. Približno 70% delovne sile v Angoli dela na črno. Ko govorimo o formalni zaposlitvi, pokojninskem, zdravstvenem in socialnem zavarovanju, teh 70% ljudi nima. Niso zaposleni v podjetjih, temveč si kruh služijo na ulici. Lakirajo nohte, prodajajo sadje ali opravljajo druga priložnostna dela. Večina ljudi preživi z dejavnostmi, ki jih oblast pogosto obravnava kot nelegalne, vendar nimajo druge izbire. To je 70% prebivalstva in prav na te ljudi sem se želel osredotočiti. Vsi trije glavni liki so ujeti v takšne, lahko bi rekli, skoraj suženjske delovne razmere in v filmu sem želel pokazati njihov pogled na svet, saj tako živi večina nas. To je bilo moje izhodišče. Kar zadeva albinizem, ta ni osrednja tema filma, sem se je pa želel dotakniti, ker je bilo pomembno, da ima protagonist neko izkušnjo drugačnosti. S poezijo in rapom, ki ustvarja, opisuje družbo, v kateri živim tudi sam. Verjamem v magijo poezije, v njeno sposobnost, da med ljudmi vzpostavlja resnično komunikacijo in nam pomaga, da se bolje razumemo. Hkrati pa je ta poetična razsežnost filmu dala tudi bolj izrazito filmsko, skoraj magično noto. Ker je protagonist človek z albinizmom, ima konkreten razlog za pisanje. Družba ga izloča in prav s to izkušnjo izključenosti pridobi avtentičnost, iz katere lahko zraste dober pesnik. V tem smislu gre tudi za pripovedni prijem. Nisem pa želel, da bi se gledalci osredotočili samo na albinizem, bolj me zanima vprašanje, kako škodljivo je, da ljudi nenehno vzpostavljamo kot druge. V zahodnem svetu opažam zelo močan narativ o diskriminaciji in prizadevanjih za ponovno ovrednotenje črnske identitete. Boj za enake pravice se mi zdi popolnoma upravičen. Hkrati pa si želim, da bi tudi mi, Afričani, razumeli, da smo samo ljudje. Tudi mi imamo predsodke. Čeprav smo bili in smo še vedno deležni diskriminacije zahodnega sveta, moramo biti pripravljeni pogledati tudi vase, saj diskriminiramo tudi drug drugega. Pozorni moramo biti na kolorizem. Ne gre samo za odnose med belimi in črnimi ljudmi, temveč tudi za načine, kako znotraj lastnih skupnosti ustvarjamo razlike glede na odtenek polti. Svetlejši, temnopolti, temnejši, temnopolti in seveda tisti z albinizmom, vsi so lahko tarče predsodkov. V Angoli na srečo takšnih pojavov ni toliko, kot denimo v Mozambiku, kjer so bili ljudje z albinizmom pogosto obravnavani kot nekakšni izrodki narave. V številnih primerih so jih ubijali, zapirali ali nad njimi izvajali različne oblike čarovniških praks. Gre za zelo brutalne in nazadnjaške pojave, ki v 21. stoletju nimajo nobenega mesta. Tudi zato se dotikam teh tem. Vsi moramo preverjati lastne predsodke. Afrika ni enotna celota, čeprav smo vsi Afričani, tudi mi med seboj ustvarjamo razlike in drug drugega drugotimo. Not equal, despite we're all Africans, we still do othering between ourselves as well. Opredeljujete se kot panafriški umetnik. Kaj vam pomeni ta oznaka? Sprašujem zato, ker se nekateri ustvarjalci iz afriških držav upirajo oznaki afriški umetnik, saj je Afrika ogromna celina z izjemno raznovrstnostjo kultur, jezikov in tradicij. No. I strongly disagree with this perspective, respectfully, because, as you said, I would like to preface this by saying this is not a Ne, s takšnim pogledom se odločno, a spoštljivo ne strinjam.
Tega ne mislim kot napad na kogarkoli, temveč kot iskanje najboljše poti naprej. Seveda razumem, da je Afrika izjemno različna, morda celo najbolj različna celina na svetu, toda prav zaradi te različnosti potrebujemo dodaten napor, če se želimo zgledovati po uspešnih primerih drugod. Če vprašate kogarkoli, ali je Evropa zaradi Evropske unije močnejša ali šibkejša, je odgovor precej jasen. Močnejša je. Tudi številni zagovorniki Brexita danes, glede na duha časa, svojo odločitev obžalujejo in si želijo tesnejšega sodelovanja z Evropo. Obstaja afriški pregovor: če želiš iti hitro, pojdi sam. Če želiš iti daleč, pojdi skupaj. In kaj počnemo mi? Konec koncev verjamem, da je smisel človeštva, in zato imam tako rad film, služiti drug drugemu. Naj navedem primer. Sem Angolec in žal imamo še vedno številne omejitve pri vstopanju v druge afriške države. Nimamo orodij, s katerimi bi te ovire učinkovito odpravljali, in to kljub temu, da smo najbogatejša celina na svetu. Afriška unija je pogosto samo papir, privid, ideja. Če bi se Afrika zares povezala, če bi znali sodelovati, ne bi bili tako odvisni od zunanjih sil, ki pogosto ne delujejo v našem interesu. Evropa tudi po koncu kolonializma Afriko pogosto izkorišča pod krinko prijateljstva. Če nismo več neposredno politično odvisni, smo pogosto gospodarsko. Tudi okvir, znotraj katerega naj bi afriške države dosegle resnično neodvisnost, je pogosto plenilski. Posojila so nepravična, pravila igre pa postavljena tako, da je skoraj nemogoče zmagati. Edina pot naprej, in to je povezano tudi z mojim duhovnim prepričanjem, ki presega samo ljudi, ki danes živijo na tej celini, je sodelovanje. Kaj sploh pomeni izraz globalni jug? Govorimo o približno 5 milijardah ljudi, o večini svetovnega prebivalstva, ki pa je v vsakodnevnih novicah skoraj nevidna. Pomembno je predvsem, kaj je rekel ali ni rekel Donald Trump. Pomembna je vojna med Izraelom in Palestino. To so teme, ki jih zahodni svet spremlja iz dneva v dan. V Kongu pa že leta potekajo grozljiva nasilja in humanitarne katastrofe. Zakaj nimamo povsod kongovskih zastav? Zakaj je Palestina pomembnejša od Konga? Ne zato, ker mi Palestina ne bi bila pomembna, seveda mi je, toda prevladujoči medijski narativi so izrazito neuravnoteženi. Kot rečeno, predstavljamo večino svetovnega prebivalstva in dokler ta celina, ki jo na zemljevidih pogosto prikazujejo manjšo, kot v resnici je, ne bo svobodna, tudi svet ne bo zares svoboden. Vsi izhajamo iz Afrike, tudi vi tukaj v Ljubljani genetsko izvirate iz Afrike. Moje duhovno prepričanje kot panafričana je, da svet ne bo poznal miru, dokler Afrika ne bo svobodna. To ni boj samo zato, ker prihajam iz Angole. Globoko verjamem, da se bodo številna vprašanja mednarodnih odnosov začela reševati šele takrat, ko bo Afrika resnično svobodna. Šele tedaj bo mogoče doseči pravo ravnovesje. Zame je to pot k univerzalnemu miru in humanističnemu razumevanju sveta. Afriški filmi do mednarodnega občinstva največkrat pridejo prek evropskih festivalov, ki opravljajo vlogo nekakšnih vratarjev in selektorjev. Kaj to pomeni za afriški film in njegovo emancipacijo? I wouldn't say European festivals only, I would say Western festivals. And it's fairly normal considering that Ne bi rekel le evropskih, temveč zahodnih festivalov. In to je povsem razumljivo. Za nas, ki ustvarjamo film v Afriki, za scenariste, režiserje in produkcijske hiše, kot je naša Žerasao 80, je že vsak dokončan film svojevrsten mali čudež. Čudež zato, ker snemanje filma zahteva ogromno finančnih sredstev. Pri nas ni sistemske državne podpore, ni filmskega sklada, ni ministrskih programov, ki bi omogočali razvoj filmske produkcije. Naš največji problem je, da se filmska industrija še ni zares razvila. Zato je za afriške ustvarjalce povsem naravno, da svoje filme predstavljamo prek evropskih oziroma zahodnih festivalov. Ti imajo vzpostavljene mreže, omogočajo dialog
dialog, distribucijo, prodajo filmov in stik z razvitimi trgi. Zato sem iskreno hvaležen. Nikakor nisem proti evropskemu filmu. Nevarnost pa nastopi drugje. Mislim, da gre za stranski učinek ameriške kulturne hegemonije. Gre za vprašanje žanrov in kategorij. Filme delimo na westerne, muzikale, drame, komedije. Film iz Afrike pa pogosto dobi oznako World Cinema. In že ta oznaka je problematična. To je preprosto film. Ne afriški film, ne azijski film, ne latinskoameriški film. Film pač. Mislim, da moramo razlikovati med komercialnimi oznakami in umetniškim izrazom, sicer hitro zamenjamo gozd za drevesa in pozabimo, da bi morali vse filme vrednotiti po enakih merilih. Toda na številnih festivalih te še vedno označijo kot World Cinema, svetovni film, kar je v določeni meri oblika drugotenja tvoje umetnosti. Nisi več na isti ravni kot drugi. Posledica tega je, da se zmanjšujeta različnosti in kakovost filmov, ki pridejo do občinstva. Narativi, ki jih sistem izbira in promovira, postajajo vse bolj homogeni. Vse je zelo osredinjeno na Hollywood. Film pa je velik del mojega življenja. Gledam filme z vsega sveta in lahko zagotovim, da najbolj zanimive zgodbe danes, še posebej ob vsej poplavi vsebin na pretočnih platformah, ne prihajajo nujno iz Hollywooda. Najdete jih lahko na festivalu v Izoli, na festivalih avtorskega filma in podobnih dogodkih. Tam nastajajo najbolj zanimivi filmski svetovi in mislim, da bi bilo za človeštvo dobro, če bi imelo do njih večji dostop. Seveda, odlični filmi prihajajo tudi iz Združenih držav in Evrope, toda odlični filmi nastajajo povsod. Film je navsezadnje stroj empatije. Če bi gledali več filmov iz Konga, Angole, Južne Koreje, Indije, Nigerije, Palestine ali Irana in bi jih sprejemali enako odprto kot zahodne filme, bi se, po mojem mnenju, razrešila vsaj polovica svetovnih težav. Prav s filmom se namreč učimo preseči predsodke, stereotipe in številne druge oblike negativne energije, ki krojijo naš svet. Break with prejudice and stereotypes and other bad juju and energies of the world.